Že zelo zgodaj sem vedela, kateri poklic želim opravljati v svojem življenju. Tako sem bila zelo vesela, da se je leta 1998, prav takrat, ko sem končala osnovno šolo na gimnaziji Franca Miklošiča, začel izvajati program predšolska vzgoja. Smele načrte za novo izobraževalno smer na Ljutomerski gimnaziji je snoval takratni ravnatelj Ozvald Tučič. Šola je želela ponuditi nekaj novega v pomurskem srednješolskem prostoru. Pomurje je potrebovalo kadre za predšolsko vzgojo. Maribor, v katerem je bila takrat najbližja tovrstna šola, pa takrat še ni bil tako blizu, kot je danes. Prihaja novi izziv, novi program, nove generacije in zelo sem bila vesela, da me je takratni ravnatelj povabil v projektni tim, ko smo ustvarjali novi program. Skupaj s tem sva nekako postala tudi člana delovne skupine v Ljubljani. O izzivu, pred katerega je bilo postavljeno vodstvo šole, lahko beremo v Vestniku, ko je takratni ravnatelj Ozvald Tučič povedal, da so v poletnih počitnicah na šoli morali zagotoviti dodatno učilnico in opremo. Prva generacija, zelo dobro se spominjam, to so bila v razredu sama dekleta. Naj poudarim, da so bila dejansko izvrstna dekleta. Razrednik je bil kolega Franc Torič, matematik. Ustvarjali smo glasbene pravljice, glasbene didaktične igre, lutkovne predstave, gledališke predstave, s katerimi smo potem potovali širom po celem Pomurju in razveseljevali otroke vrtcev. Z gostovanji smo postali prepoznavni tako v našem okolju, kot tudi širše. Še posebej se mi je v spomin vtisnila naša lutkovna predstava z naslovom Mali princ, s katero smo se predstavljale po vrtcih, v katerih smo opravljale prakso. Še danes vem na pamet enega od odlomkov iz tega našega malega princa. Potem zelo dobro se spominjam plavalnega tečaja v Umagu, smučarskega tečaja v Avstriji. Seveda ne pozabim pa je tako kot vsak bil maturantski izlet na Santoriniju, torej sami lepi spomini. Najpomembnejše izkušnje bodoči vzgojitelji predšolskih otrok seveda nabirajo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu oziroma na praksi. Prakse sem se zmeraj zelo veselila. Teoretično nas je nanjo dobro pripravila gospa Bernarda Fras, realne vtise o poklicu vzgojitelja pa smo dobile šele na praksi, ki smo jo opravljale po svojih domačih vrtcih. Ravno praksa je bila tista, na kateri sem se srečala z načinom dela z otroki in njihovimi starši, in ravno praksa je bila tista, ki me je prepričala, da nadaljujem šolanje v smeri predšolske vzgoje. Jaz verjamem, da je praksa tisti del, kjer dijaki v prvi vrsti lahko tudi dobijo odgovor na to vprašanje, ali so se odločili za pravi poklic. Sicer pa je tudi praksa nekakšna vez med šolo in vrtcem, ki tudi mora biti neko medsebojno spoštovanje, nek odnos, na katerem je potrebno ves čas graditi. Tako da pričakovanja nas so tudi v tem smislu, da pravzaprav dijak res se dokaže v tem delu, ker na tem, kar poznamo, na njegovem odnosu do dela, na njegovem odnosu do otrok, do sodelavcev, se zgradi neko mnenje o tem dijaku, ki je naš bodoči zaposleni. Program predšolske vzgoje je z leti rasel in se razvijal. Prenovo je program predšolske vzgoje šel v šolskem letu 2008-2009. Eno leto prej smo pa se s pomočjo svetovalke na CPI-ju tudi pripravljali na samo prenovo. Cilj prenove je bil, da dijaki pridobijo čim več praktičnih znanj, ki jih lahko uporabijo potem tudi v vrtcih, tako da smo se približali v resnici po vpraševanju naših delodajalcev, kakšen kader si želijo. Namreč v starem programu je bilo zelo veliko poudarka še vedno na splošnih predmetih, sedaj v prenovi pa je manj ur namenjenih splošnih predmetom, več ur je namenjenih pa strokovnim modulom, kateri dijake pripravljajo potem na sam modelu v vrtcih. Rezultat timskega dela učiteljev v strokovnih modulih so tudi ustvarjalnice, ki jih z dijaki pripravijo za predšolske otroke. Naravoslovne delavnice navdušijo otroke, da si želijo večkratnih ponovitev poskusov, obenem pa so odličen vir idej tudi za vzgojiteljice, ki pogosto pristopijo in povprašajo, kako opazovano izvesti. Umetniške delavnice imajo svoj čar v umazanih prstkih in dlaneh,
ki z veliko vnemo ustvarjajo izvirne likovne umetnine. Ali pa z glasbenim ustvarjanjem pričarajo paleto zvokov, bodisi iz improviziranih instrumentov, bodisi iz otroških grl. Ustvarjalnice, ki jih izvajamo širom Pomurja, so dobro sprejete tudi v strokovnih krogih. Doživljam eno tako prijetno čustvo, ko vidim, kako delajo z otroki, kako se lepo igrajo in kako uživajo in kako so srečni. In ko gledam to, sem se uživela vanje. Okoliški vrtci vsako leto nestrpno pričakujejo veselo pričakovanje in pisani tobogan. Prireditvi z glasbenimi, gledališkimi in s plesnimi točkami pritegneta pozornost otrok in vzgojiteljic. Znanje različnih strokovnih modulov ustvarjalnega izražanja in umetnosti se splete v novo celoto. Evalvacije obeh predstav pri dijakih kažejo, da je pomembno dobiti priložnost stopiti na oder in javno nastopiti. Izobraževalni proces ni omejen le na lokalno okolje ali našo državo. V zadnjih letih naši dijaki nabirajo delovne izkušnje širom Evrope. Pred 3 leti smo se prvič vključili v projekt Erasmus plus mobilnost dijakov na programu predšolske vzgoje. Cilj je bil predvsem, da našim dijakom damo tudi možnost, da si pridobijo izkušnje v tujini, da vidijo, kako delujejo vrtci v drugih državah znotraj Evropske unije in pa da lahko primerjajo našo predšolsko vzgojo v slovenskih vrtcih z vrtci v drugih državah. Mislim, da je to najboljša izkušnja, ki sem jo doživela v svojem življenju. Ne obžalujem niti sekunde, da sem se odločila za to. V vrtcih mi je bilo delo v timu z vzgojiteljicami super, vsi so bili odprti, vsi so me sprejeli kot del njih, tudi otroci, že od prvega dneva naprej sem bila njihova prijateljica, vsi smo se igrali skupaj. Res bilo je užitek. Užitek je bil delati v vrtcu, užitek je bilo živeti v družinah, spoznavati nemško življenje. Vsekakor se bom še vrnila v Nemčijo, obiskala bom mojo nemško družino in tudi vrtec, v katerem sem opravljala prakso. V tistem vrtcu so mi ponudili tudi službo, zato mislim, da imam dobre možnosti, da tam dobim službo in da se tudi lahko preselim tja. Evropskih projektov se lotevajo tudi naši bivši dijaki, ki so že zaposleni v vrtcih. Erasmus projekti zagotovo strokovnemu delavcu prinašajo razvoj tako na osebnem kot profesionalnem področju. Številni treningi v tujini ti dajo neko novo širino, dajo ti potrditev za svoje delo, vsekakor pa iščeš smernice, kako izboljšati svoje delo, kaj spremeniti, kaj dodati. Stik s tujino pa je dobrodošel tudi za najmlajše. Otrokom v vrtcu zagotovo prinaša novo doživetje. Tukaj v našem vrtcu, ko so prišli tujci, je bilo otrokom zanimivo, da so prišli ljudje, ki ne poznajo našega jezika, zato je bila v ospredju neverbalna komunikacija, bilo jim je zanimivo spoznavati tudi države, njihovo kulinariko, tako da vsekakor popestrijo vsakdanjik v vrtcu. Zanimivost je, da se vseh 12 šol, ki izvajajo program predšolska vzgoja, vsako šolsko leto v oktobru sreča na vzgojiteljadi. V Ljutomeru smo jo gostili dvakrat, leta 2005 in 2015. Vzgojiteljada je odlična možnost za medsebojno spoznavanje in izmenjevanje izkušenj. Siva miška, drobna miška, v luknjo se je skrila. Drobna siva, gozdna miška, bodi brez skrbi. Siva miška, drobna miška, si je oddahnila. Zglodala je košček sira, zdaj pa sladko spi. Vzgoja predšolskih otrok je zahtevna in odgovorna naloga, s katero se spoprijemajo tako starši kot vzgojitelji.
Pred izzive pa smo postavljene tudi srednje šole, ki izobražujemo bodoče vzgojitelje. Zdi se mi prav, da je izobraževanje za poklic vzgojitelja zahtevno, saj je tudi delo z našimi najmlajšimi zelo zahtevno in odgovorno. Nenehno je potrebno slediti novostim, dopolnjevati svoje znanje in si velikokrat tudi upati. Je pa seveda izziv, kako naše dijake sploh usmeriti naprej, naj nadaljujejo izobraževanje v tem poklicu oziroma da se sploh zaposlijo, ker problem je pa predvsem zaradi zaposlitev, ker dijake enostavno ne dobijo možnosti pripravništva in je tudi tako težko jim sploh najti službo. Verjamem, da je to prvi izziv, ki ga je potrebno v prihodnosti rešiti. Dijaki zdaj uspešno zaključijo šolanje, potem pa praviloma ni moč upraviti pripravništva, ker je seveda povezano potem s strokovnim izpitom. Ravnatelji se ves čas obračamo na ministrstvo, opozarjamo na to problematiko, mogoče tudi šole, ki izobražujete bodoče vzgojitelje, da razmislite o tem, če je možno, da se šolanje prilagodi na način, da dijaki že tekom šolanja ali pa ob koncu šolanja opravijo še neke vrste pripravništvo in potem pristopijo k strokovnemu izpitu, kajti šele strokovni izpit je tisti del, ki potem dejansko dijaku omogoči oziroma odrasli osebi daje zaposljiv. V 20 letih smo ustvarjalnemu zanosu dodali še dragocene izkušnje in zdaj stopamo ponosno v prihodnost. Bodočim generacijam želim prav tako uspešno, kot so bile te prve generacije. Mislim, da je to obogatitev gimnazijskemu programu. Znašli smo se takrat tako rekoč na nekem novem planetu. Mislim, da uspešno. Zato vsem čestitam. Ko se dela novi dan, grem v službo nasmejan, čakajo otroci polni sanj. Igralnica mi ni neznanka, tudi otrokom ni uganka, poznajo jo kot lastno dlan. Pojem, rišem, telovadim, na otroke ne pozabim, vse otroke rad imam. Vsak dan, ta poklic vzgojitelj, pazim vaše otroke, z njimi se poigravam.